Spoštovane gospe in gospodje, lepo vas pozdravljam. Hvala vsem, ki ste prišli v prostore VSO, tukaj na Cankarjevi v Ljubljani. Vesel sem, da smo tukaj tudi povezani neposredno, kar dva kanala nas prenašata v živo, tako Nova 24 TV kot Pop News. Ok, ja. In tudi na YouTubu smo, tako da nas lahko spremljajo tudi tisti, ki nimajo teh neposrednih dostopov. Dovolite mi samo dve misli za uvod. Zbor za republiko letos praznuje 20 let delovanja. Ostajamo zavezani vsem tematikam, ki so ustanavljale slovensko državo in dajale in še dajejo smisel njenemu življenju. Vedno smo bili odprti za razprave o mednarodni, zunanjepolitični, geopolitični in tudi varnostni dimenziji, ki določa življenje držav v modernem globalnem svetu. Tudi zato smo danes organizirali to zelo aktualno omizje. Imeli smo petletke, v dosedanjih 20 letih so nas vodili 4 predsedniki. Dr. Peter Jambrek, dr. Gregor Virant, dr. Lovro Šturm, žal pokojni, blag spomin, in France Cukjati. Ko sem rekel skoraj vsak po eno petletko, France malo več. Pred par meseci pa je 5. petletko začel Janez Remškar in ga kot predsednika Zbora za republiko povabim, da nas pozdravi. Hvala lepa, gospod predsedujoči temu omizju. Torej, spoštovani, moram reči, da mi je v čast, da smo danes priča dogodku, na katerem nam bodo svoje poglede na nedavno iztekajoče volitve v ZDA o tem nekaj povedali naši govorci. In sicer med nami je dr. Dimitrij Rupel, ki je bil veleposlanik v ZDA od leta 1997 do 2000. Potem je med nami gospod Božo Cerar, ki je bil veleposlanik v ZDA od leta 2013 do 2017. Žal moram upravičiti dr. Ernesta Petriča, ki je bil že nekaj dni predtem bolan, danes je pa popolnoma brez glasu. Torej, moram pa se seveda posebej zahvaliti gospodu Lojzetu Peterletu, da je vskočil kot tretji panelist ob današnjem večeru. Jaz se ne bi zadržal v nadaljnjem nagovoru vas, edino poudaril bi, da je Zbor za republiko zavezan svobodi govora, o čemer bo danes verjetno padla kakšna beseda. Na tem bomo delali naprej, kajti pravilna obveščenost vseh naših ljudi je izredno pomembna ob odločitvah v času volitev. Toliko. Hvala lepa. Sedaj pa prihajamo k razpravi. Še eno uvodno misel bi si dovolil. Ob spremljanju komentarjev in analiz tujih komentatorjev, vedno bolj pa tudi slovenskih, se ugotavlja, da so tokratne volitve in izvolitev 47. ameriškega predsednika zaznamovale vso resnost zgodovinskega trenutka, v katerem živi svet, v katerem živi Evropa. Morda je beseda usodno, morda je pretežka. Vsekakor pa so oziroma bodo ključno zaznamovale prihodnost, kot smo rekli, globalnih trendov, od katerih je odvisna tudi Evropa. Začeli bi pa z nekoliko bolj neposrednim vprašanjem, kje je skrivnost zgodovinskega uspeha Donalda Trumpa, za ameriške razmere skoraj plebiscitarna podpora, oziroma zakaj je tako prepričljivo volitve izgubila Kamala Harris. Najprej bi dal besede dr. Ruplu. Dobar večer, tudi z moje strani. Me zelo veseli, da lahko nastopam že spet tu v Društvu za vrednote slovenske osamosvojitve. Se zahvaljujem tudi predsedniku, da nam je omogočil današnji zbor. No,
vprašanje je pravzaprav preprosto. Jaz bom nanj odgovoril nekoliko naokrog. Glejte, mi smo doživeli konec hladne vojne in na nek način ravno takrat, ko je bil konec hladne vojne, smo si ustanovili državo. Po letu 2008 se hladna in celo vroča vojna začne vračati. Leta 2014 Rusi napade Ukrajino, leta 2023 Hamas napade Izrael in zdaj o koncu hladne vojne ne moramo več govoriti, lahko govorimo samo o konca hladne vojne. Jaz sem bil maja 1991 pri bivšem italijanskem predsedniku Amintoru Fanfaniju. To je bil en zelo zanimiv sestank. On je rekel, da po njegovem popušča, tako je rekel, lepilo, vezivo, ki je držalo skupaj Evropo, pri čemer je mislil, da je Zahodna Evropa držala skupaj tudi zaradi napetosti in sovražnosti s sovjetskim komunističnim sistemom. Rekel je, tega se dobro spomnim, rekel, vsak dan molim za Gorbačova. Najbrž zato, da bi obstal, seveda. No, to se ni zgodilo. Slovenija je postala država po koncu hladne vojne in po razpadu Sovjetske zveze za božič leta 1991. In takrat se je vzhodna meja Zahoda, poglejte na zemljevid, premaknila daleč proti vzhodu. Združene države Amerike in Evropa sta bili srečni zaveznici. Brez ruskega nasprotovanja sta se razširila Evropska unija in NATO. In ko je razpadla Sovjetska zveza, je bilo videti, kot da se začenja prijateljstvo med Rusijo in Zahodom. Posebej poudarjam, da sta posebne odnose razvijali Nemčija in Rusija. Torej, po letu 2008 se končuje obdobje prijateljstva med Zahodom in Rusijo, začenjajo se nove vojne v vzhodnji Evropi, na Bližnjem vzhodu. In zdaj je začel se nov čas. V bistvu gre za vprašanje političnega in gospodarskega sistema, ali demokracija ali avtokracija. Novembra 2024 je torej, kot smo v začetku povedali, v Združenih državah zmagal Donald Trump in potrdil začetek novega obdobja v mednarodnih odnosih. Se bom izrazil z nekim citatom, ki ga boste nekateri prepoznali: nič več ne bo tako, kot je bilo. Poglejte. Jutri je nov dan. No, glejte, Trump je s svojo kampanjo in svojo zmago potrdil začetek tega novega obdobja, tega preloma v mednarodnih odnosih. In v bistvu, če hočemo govoriti o Trumpu in o teh ameriških volitvah, moramo govoriti o tem prelomu, o tem novem začetku oziroma o začetku novega obdobja. Glejte, kaj je izjavljal Trump. Konec ameriških dobav v Ukrajini. Na dolgo in široko se je razgovoril o uvoznih carinah. Skratka, tudi ne samo v geopolitiki, tudi v mednarodni trgovini prihaja do nekih velikih sprememb. Razen izjem so evropske države, to se pravi Evropska unija, zadržane do razvoja Združenih držav Amerike. Zadržane. Trump je v kampanji, gotovo se si spomnite tega, kritiziral evropsko brezbrižnost glede prispevkov za obrambo in za NATO. Jaz sem prej, ko so me sprašvali s televizije Planet, kako ocenjujem ta dogodek, oziroma kako bi na kratko
ocenil ta dogodek, pa sem rekel, to je provokacija, to je spodbuda, da si določene stvari o zunanji politiki na novo premislimo. Zato, da bi mi našli prave odgovore na aktualna vprašanja, ki so drugačna, kot so bila ob koncu hladne vojne, seveda moramo vključiti vse potencijale, ki jih Slovenija ima, in moramo nehati s takšnimi zadregami, kot se je zgodilo nedavno med predsednikom vlade in predsednico republike. Slovenija si ne sme in ne more dovoljiti takšnih nesporazumov, takšnih, ne bom rekel škandalov, ker zaenkrat še tega ni, ampak je pa seveda en resen dogodek, o katerem je treba premišljevati. Glejte, Trump je kritiziral evropsko brezbrižnost glede prispevkov za obrambo in za NATO. Rekel je, mi tistih, ki ne plačujejo, ne bomo branili. NATO ne bo na razpolago za brezplačno vožnjo. To je eno zelo, kaj ne rečem, streznjujoče sporočilo, ki ga je treba resno vzeti. Naši politični predstavniki se, bi rekel, nekoliko neresno pogovarjajo o tem, ali bi naš proračun zmogel 1,4% ali 1,5%. Mnogo, bi rekel, revnejše države dajo 2%, 3% in več procentov, da ne govorim seveda o Združenih državah Amerike. Tako da tu seveda bo treba nehati s tem izogibanjem in tudi s temi zvijačami. Naš predsednik vlade, ki lahko ga cenimo seveda po vseh mnogih njegovih lastnostih, ampak nedavno je rekel, da bi zgradili nek prizidek bolnišnice v Šiški in bi to bil torej neka inštitucija za dual use, se pravi, da bi bila hkrati za civilno uporabo in za vojaško uporabo. Meni je eden od, kaj ne rečem, predstavnikov sedanje vlade, levega dela sedanje vlade rekel, no, sam še ta dual use moramo zdaj spremeniti v realnost, pa bo vse v redu. To so zelo nevarne igre, se skratka norca delati z obrambnih sredstev. Obrambna sredstva so sredstva za obrambo. Slovenci zaenkrat še niso rekli, da, ali pa naši politiki, da zmaga Trumpa pomeni, da bo morala Evropa več investirati v obrambo, da bo morala biti bolj neodvisna in tako naprej. Nemci so to rekli, Francozi so to rekli. Zdaj se po Evropi širi glas, da bo Evropa morala postati bolj neodvisna. Kaj to pomeni za Slovenijo, si vsak od nas seveda po svoje razlaga, ampak jaz mislim, da se razumemo. Glejte, istočasno, kot je zmagal Trump, je v Nemčiji razpadla semaforska koalicija. Kot nalašč se je Nemčija znašla v politični in gospodarski krizi. Ob tem seveda Nemčija zavrača ameriški oziroma Trumpov model. Kaj je naslov v zadnjem Špiglu enega od uvodnih člankov? Naslov je Konec Zahoda. Paste, jaz se ne jemljem vsega 100% resno, kar preberem Špiglu, ampak ta stavek me pa malo, tako bi rekel, zadev. Seveda imamo težave tudi v slovenski koaliciji. Mi imamo koalicijo predsednice države, predsednika vlade in levice. In to troje ne gre skupaj. Ko so Nemci ugotovili, da njihova trojka ne gre skupaj, so rekli, gremo na volitve. To se pravi, če bi malo, bi rekel, oponašali oziroma posnemali naše nemške prijatelje, ki so nam marsikaj dobrega naredili, poleg tistih zgodovinskih težav in tako naprej, bi morali na ta način razmišljati. Bi bil čas za razmislek.
No, lejte, v obrambnem pogledu je bila Evropska unija doslej odvisna od Združenih držav Amerike oziroma od NATO. Evropa se je zanašala na Združene države Amerike. Če se bo kaj zapletlo, bojo prišli Američani, pa nas bojo rešili, pa bojo pregnali naše sovražnike, pa tako naprej, pa tako naprej. Bili so tukaj v prvi svetovni vojni, bili so tukaj v drugi svetovni vojni, bili so na nek način v času hladne vojne, ampak danes, če berete tekste o ameriški zunanji politiki, boste opazili, da se večkrat pojavlja beseda izolacionizem. Izolacionizem je bil značilen za Združene države Amerike že v preteklosti. Jaz si ne želim, da bi se to ponovilo in da bi bila Slovenija na nek način prizadeta zaradi tega. To je zelo resen problem. Mi imamo v tem trenutku relativno dobrega ambasadorja v Washingtonu, dober zato, ker je bil nekoč šef mojega kabineta, ampak mislim, da seveda sam ambasador ne bo dovolj, ampak da se bo morala za to potruditi vlada, da se bosta morala roke podati predsednica države in predsednik vlade. Lejte, v Evropski uniji se širi prepričanje o nujnosti obrambne neodvisnosti Evrope. V Evropski uniji se širi tudi, bi rekel, neka miselnost, da mogoče pa Evropska unija ne bo obstala. Moji prijatelji na Češkem in na Madžarskem sploh, na Poljskem predvsem, delajo scenarije za čas po koncu Evropske unije. Resno. Jaz imam nekaj papirjev doma, ki govorijo o tem, kako naj bi se Evropska unija pač znašla v trenutku, ko bi denimo, kaj naši prijatelji pravijo, češki, poljski, zgodilo se bo to, da bodo Nemci in Francozi predlagali novo ustavo po svojem, bi rekel, okusu, ustavo v bistvu federalne države, nam poskušali to ustavo usiliti in bojo rekli, vzemite ali pustite. Tisti, ki se bodo zavzeli oziroma ki bodo to ustavo sprejeli, bojo ostali v Evropski uniji, drugi ne. Spomnite se, leta 1994 je prišel na dan en papir, ki se imenuje Schäuble-Lammers papir. Ta papir govori o tem, da obstaja neko jedro Evropske unije, to so tisti prve članice, prvih 6, pa še mogoče še katera zraven, in da obstaja periferija Evropske unije. In da je treba na nek način seveda to razliko tudi kodificirati in tako naprej. No, na srečo se to na konvenciji, ki je bila sicer temu namenjena, to ni zgodilo. Joschka Fischer, nemški zunanji minister, je takrat v bistvu preprečil, da bi se začeli pogovarjati o federaciji, pa o tem, kako imajo večje države, več pravic in tako naprej. No, vendarle se ta razprava nadaljuje in se nadaljuje danes v obliki torej razprave o večinskem glasovanju in o soglasju pri odločanju v Evropski uniji. Bom nehal, bom magar potem še kdaj kaj rekel, če bo treba. Trumpova zahteva po višjih prispevkih za NATO in o kaznih za neplačnike bo slovenske mirovnike najbrž zelo razveselila. In tu seveda se bo to veselje stopnjevalo z ljubeznijo do Amerike, amerikanizma, Zahoda, Trumpa, NATO in tako naprej. Nekateri že dalj časa pozivajo k temu, da
naj Slovenija zapusti NATO. Mi dva z Janezom Janšo sva ustanovila leta 2001 forum. Slovenski odbor za NATO, ki je zdaj del, se mi zdi, VSO-ja. Ja. No, neham tukaj, opozarjam, da nič več ne bo tako, kot je bilo. Hvala lepa. Dr. Rupel nas je presenetil, je odprl številna vprašanja, bi rekel tudi teme, ki bomo poskušali v nadaljevanju še dodatneje razložiti. Jaz pa kot vodja te razprave vztrajam na prvem vprašanju, v čem je skrivnost Trumpove zmage, in predno dam besedo ambasadorju dr. Božu Cerarju, ali je zato zmagal, ker kljub stalnim, grobim napadom, diskreditacijam, to so nežne besede, je ostal v miselnosti zmagovalca in nikakor ni pristal v drži žrtve. Ali je pa zmagal zato, ker mu je zmagal tlakoval tako šibak mandat sedanjega predsednika Bidena. Oziroma, spoštovani Božo, mi se tikamo, kako so lahko demokrati naredili tako napako, da so ob res šibkemu aktualnemu predsedniku za kandidatko postavili njegovo povsem nevidno podpredsednico. Ja, hvala. Lepo pozdrav z moje strani. Bom skušal odgovoriti na vprašanje. Mislim, da je kar nekaj razlogov, da je Trump dosegel tako impresivno zmago. Glavni razlog se mi zdi je v tem, da je v tem trenutku, oziroma že nekaj časa, v Ameriki zelo veliko zelo nezadovoljnih ljudi. Nezadovoljnih, ker mislijo, da jih je izdal sistem, da jih je oblast pustila na cedilu, da za njihov položaj ni nikomu nič mar. Govorimo o srednjem sloju, govorimo o nižjem sloju, govorimo o delavskem razredu, tako rečem. Ne? To so bili dolgo časa volivci demokratov. Demokrati so bili kot neke vrste njihova stranka. Ne? Zdaj so se stvari povsem obrnile, demokratska stranka je te ljudi povsem zanemarila in Trump je bil tisti, ki je ugotovil, da te ljudje vendarle potrebujejo, da se jih nekdo spomni, ne? Da z njim sočustvuje in da skuša v nekem smislu jim pomagati oziroma dati neko upanje, ker ti ljudje, ki so tako velikem številu volili za Trumpa, ne, se zmagajo tudi v vseh teh tako nihajočih državah. Ne. In potem, kar se tiče absolutne številke vseh volivcev v Ameriki, meni se ti razlika tam nekje med 5 in 6 milijoni. Skratka, še enkrat, izredno impresivna zmaga. In Trump, sem rekel, je tem ljudem dal upanje, da se bo nekaj spremenilo. Ne. Govoril je njihov jezik. Ne. Šel jim nasproti stvarmi, ki vendarle človeka, ki na vprašanje Trumpovo, ne, a se zdaj po 4 letih živi bolje ali slabše. Ne. In seveda govorimo o ljudeh, ki jih je inflacija še kako prizadela. Ne. Cene v trgovinah so, zelo lahko so odgovorili na to Trumpovo vprašanje, cene v trgovinah so veliko više danes, kot so bile pred 4 leti. Ne. In Trump je tudi napovedal med temi potezami svojimi, ne, par stvari, recimo, da bo ukinil, zmanjšal davke in tako naprej, in med drugim omenil, da ne bo več davka na napitnine. V Ameriki, vam rečem, marsikdo ne živi od osnovne plače, živi od napitnine. In če bo zdaj še to država nekako vzame, ne, Trump je rekel, tega ne bo več. Ne bo več davka na socialne transfere, ne bo več davka na durno delo. Skratka, tukaj se mi zdi, je tisti glavni razlog po moje, zakaj se je tako veliko število ljudi, ne glede na Trumpa, se poznamo več, ali to je njegov besednjak in tako naprej, lahko mu tudi marsikaj očitamo, ampak pravim, ne, on je dokazal, da je pravzaprav v tem trenutku res tisti, ne, pravi politik, ki zna izkoristiti pač priliko, ki se mu je ponudila. Mogoče, da ne bom predolg še tole, če se ozrem na samo kampanjo, pa tudi na vprašanje gospoda moderatorja in tako naprej.
Eden od poglavitnih razlogov, da so stvari zapeljale v to smer, je pač res to, da je Biden, ki sicer ni bil kdo ve kako popularen v Ameriki, ne, bil je med manj popularnimi predsedniki, ne, sicer moram reči čisto ne vem zakaj, ne, ampak pravim, Biden je vsekako predolgo vztrajal, ne, v tej svoji kandidaturi, ne. Moral bi seveda se umakniti že davno prej. Amerika je bila že dolgo časa prepričana o tem, da mentalno in sicer ni sposoben za še en mandat, on pa je vztrajal in naredil medvedjo uslugo svoji stranki, tudi bi rekel svoje podpredsednici, ne. Kamala Harris pač kot podpredsednica ni bila ne vem kako, ne. Ampak mogoče se ne boste vsi z mano strinjali, ampak se mi zdi, da ko je pač bila potunkana v to, ne, je opravila eno relativno dobro kampanjo, seveda ni se distancirala toliko, kot bi bilo treba od Bidena, ne, seveda težko je nekoga kritizirati, s katerim si bil pač 4 leta skupaj kot podpredsednik, ne, sprav, ni se distancirala dovolj od njega, poleg tega pa tudi sama demokratska stranka, oziroma Biden je stranka onemogočil, da bi izpeljala en normalen proces iskanja protikandidata, ne. Tega niso naredili, mogoče bi najdel človeka, ki bi bil boljši kot Harrisova, mogoče bi najdel človeka, ki bi bil tudi pripravljen prisluhniti preomenjeni množici Američanov. Vsega tega ni bilo in seveda posledice se tule. Mogoče, ko to govorimo o Bidenu, še tole. On je proti koncu kampanje naredil eno medvedjo uslugo Harrisovi, ne. Mislim na tisto primerjavo, več kot polovice Američanov s petmi, ne. Nekaj, kar namreč se je poznalo, se spomnim se pred 8 leti, je Clintonova, njegove Trumpove pristaše imenovala za deplorables, obžalovanja vrednih. Seveda, te stvari se vendarle ne počenja. Hvala lepa. Dovoli še eno podvprašanje. Kako bi komentiral te pravzaprav včerajšnje odločitve novega predsednika za najbolj ožji njegov kabinet Marco Rubio, dosedanji floridski senator, novi državni sekretar, Mike Waltz, svetovalec za nacionalno varnost, tudi floridski kongresnik z Floride in še posebej Elise Stefanik, veleposlanica v OZN-u, ki pa je newyorška kongresnica. No, moram reči, vsa ta imena podrobno ne poznam, vendar vem, sem prepričan, ne, da je za razliko od prvega mandata, ne, Trump to oziroma bo poskrbel, ne, da bodo v njegovem kabinetu, če tako lahko rečem, ljudje, ki so mu 100% lojalni, ki so bili z njimi že kar nekaj časa in ki bodo svojo usodo vezali na usodo Trumpa. Skratka, s tem seveda nočem reči, ne, da imena, ki ste jih omenili, to niso ljudje iz ulice, ne, to so vendarle kongresniki. In senator. Tako, ja, Rubio je senator, bil je pač enkrat tudi Trumpov protikandidat, ampak pravim, to so vse seveda ljudje, sposobni ljudje, od katerih seveda Trump pričakuje korist, oziroma da mu bodo res lojalni in da mu bodo sledili, mogoče ne kot nekateri pač v prvem mandatu. Hvala lepa. Sedaj bi dal besedo Lojzetu Peterletu. Zaradi narave ameriških volitev, če sem pravilno obveščen, redko republikanci dobijo globalno več glasov, tudi ko zmagujejo. To se je sedaj zgodilo za 7 milijonov, kot je bilo rečeno. Spoštovani Lojze Peterle, hvala, ker si vskočil. Dr. Petrič nas lepo pozdravlja, rad bi bil med nami. Vprašanje, torej skrivnost Trumpove zmage. Kako to, da niso odločili hollywoodski zvezdniki in pevci? Ali pa tako dominantni prodemokratski ameriški mediji ali pa agencije za ustvarjanje javnega mnenja. Kakšna je tukaj vloga Elona Muska bila? Hvala lepa Zboru za republiko za tole povabilo, ki mi je v čast, in sem hvaležen pred govornikom, da so mi glavno skrivnost Trumpovega uspeha prepustili kot Dolencu in moram komentirati to z vidika dolenskega patriotizma.
in se bom spomnil, da je moj prijatelj obesil po Trumpovi zmagi slovensko zastavo na svojo hišo za Bežigradom. Se rekel, zakaj si pa to naredil? Je rekel, zaradi Melanije. Tako, vidite, da odmeva tudi tako ta zmaga in gotovo je imela ponovno prva dama Melanija kar nekaj pri tem. Marsikje mogoče pomemben delež. Jaz sem spremljal precej natančno po različnih medijih, kaj se je dogajalo. Ona je delala neko resno ozadje v vsej tej kampanji in sem in tja so ji dali tudi močnejšo besedo. In rad bi v tej zvezi povedal, da je ameriški Trump precej drugačen od slovenskega Trumpa. Ker to, kar smo mi o Trumpu poslušali in brali, bi pri šibkem značaju lahko povzročilo sovražen odnos do tega človeka in do njegove žene. Berite zadnje sobotno Delo, pa boste videli, kako se je pisalo o ljudeh, ki so postali zmagovalci. Slišali smo najave, kako bo rezultat tesen, kako so da mogoče udarili in tako naprej. Pa se bo zgodil miren in miroljuben prenos oblasti. Poslušali smo, kako ta človek ne mara črnih in špansko govorečih. Zdaj pa začudenje ogromno, v Sloveniji še posebej, ker je zelo enostransko z glavnimi mediji obravnavala to kampanjo. Zdaj pa beremo, da so ga podprli črnci in da so ga podprli Hispanosi. In jaz bi vam rad pomagal razumeti, zakaj se je to zgodilo. Ampak najprej bi rad to rekel. Trump se ni veliko spremenil. Spremenila se je Amerika. Hotela je spremembo po tem, kar je gledala nekaj let. Trump je to razumel in stopil na stran ljudi. Harrisova je bila prisrčna, nice. On je bil pa predsedniški in državniški. Ta razlika je bila od začetka zelo očitna. Rezultat pa je bil jasen in prepričljiv in se strinjam s predgovornikom, ki je rekel, da je demokratska stran naredila kar nekaj napak. Najprej močno stavila na šibkega kandidata, potem se je zgodila nova kandidatka, ki pa je nekaj časa vstopala v te čevlje. In rezultat je, kakršen je. Zdaj, dovolite še eno dolenjsko. Trump je kot cviček, ki naredi razpoloženje, predno ga popiješ. Ker ko se ljudje začno pogovarjati o cvičku in gre razpoloženje gor, pojav se energija in vse, kar temu sledi. Glejte, zakaj to govorim? Ni še prevzel vlade. Pejte pogledat na kakšen medij, kako so šle delnice gor. Trump je bil že zdaj nagrajen strani gospodarstva ameriškega za to, kar je doslej rekel ali napovedal. Ameriško gospodarstvo ve, kaj je deregulacija, kaj je zmanjšanje davkov. In nikjer nisem prebral, da predlagal kakšno štempljanje. In mislim, da je to bistveno tudi za Evropo, ki se ji mogoče, kot je rekel dr. Rupel, v Nemčiji bliža podoben rezultat. Vlada je padla in jaz mislim, da bo šlo tam v desno sredino. In mislim, da bodo Nemci volili za spremembo. Zdaj pa, zakaj so ga volili črni državljani? To se nisem jaz zmislil, nisem nikjer bral. Sem pa srečal spomladi ameriškega Nobelovca, prijatelja, ki mi je to razložil. Ko se je začel sodniški stampedo proti Trumpu, en za drugim so prihajale sodbe in pozivi na sodišče in tako naprej. In rekel, veš, kaj se je zgodilo? Rekel, ne boš verjel, črnska solidarnost se je začela pojavljati. In
Od tam so prihajali glasovi, zdaj se pa bivšemu predsedniku dogaja to, kar se je nam že dolgo dogajalo. To mi je rekel Amerikanc, ne kakšen novinar ali priložnostni analitik. Ne. In jaz bi rad ob koncu tega dela še to povedal. Glejte, Slovenija in skoraj da cela Evropa se je odločila, da v tej kampanji predvsem straši in moralizira. Joj, kaj bo, če pride Trump. Zdaj pa Trump tukaj naenkrat močnejši, kot je bil prej, kontrolira obe hiši, oziroma 4 pravijo. Ne? In jaz bi svetoval Evropski zvezi, da opusti moraliziranje, da vzame resno, kar se je zgodilo, da ne gre po poti etiketiranje, kar je tudi slovenska specialiteta, ampak skuša s tem človekom, kakršen je, najti neko pragmatično pot, ampak to se lahko zgodi samo, če bo malo več kohezije v Bruslju, malo več enotnosti, pa tudi, bi rekel, razumevanja globalnega sveta. Mislim, da se da razumeti, zakaj se Amerika bolj ukvarja s Kitajsko kot z Evropo. Pri Evropi se praviloma ne pričakuje problemov, če tako rečem. Ne? In ni šlo še vse transatlantsko sodelovanje po zlu. In jaz imam tudi izkušnjo iz prejšnjega mandata Trumpovega, da se da vendar tudi pogovarjati, da ni vse kar vnaprej odločeno, predvsem pa da ne bo kar tako, kot bo on rekel. Ampak še enkrat bom rekel, to je odvisno od tega, kakšen Bruselj bo imel on pred sabo in kolikim ljudem bo moral telefonirati, če se bo hotel s kom pogovarjati. Ne? In še tole bi rekel za konc. Jaz ne bi podcenjeval slovenske komponente v tem rezultatu in sem pozoren na to, kar ljudje rečejo. In rekel, a si videl, vsi trije knavsi so bili zraven. Ves svet jih je videl in Trump se je po svetu z občutenim govorom, še posebej umrli mami od prve dame. Glejte, to se ne zgodi prav na gosto. Rekel, da se to gesto razume tako ali drugače, ampak bila je, zgodila se je, videli smo jo. Ne? Slišali ste pa tudi tisto, kar je moj stari znanec z ekonomske fakultete, doktor, tako Ameriko komentira, Ferfila, ja, Ferfila. Imamo od nekdaj probleme z njegovim priimkom. Je povedal tisto zadevo, da se je nekje na enem shodu pojavila Slovenka, pa je rekla, jaz sem pa iz Slovenije. On je pa rekel, dajte povedati vi doma, če vam je to mogoče. Je rekel, da nisem tako neumen. Dajte, pogledajte, kaj, to so bile javno izrečene besede. Ne? In jaz mislim, da bi se tudi nad takimi besedami lahko zamislila naša politika. Glejte, naša politika se je šla pokloniti, zdaj lahko rečemo, poraženi strani. Ne? Imeli smo leta, ko ni šel nihče v Washington. In ko je šel končno Cerar po 5 ali koliko letih v Washington, je takoj, mislim, naslednji mesec tekel rjavc po Moskvo. Glejte, kakšno podobo smo kazali, če tako rečem. Ne? Tako da se strinjam s kolegom Dimitrijem, tole je treba zares vzeti, analizirati in uveljavljati svoje interese v tej situaciji, ki je drugačna, kot so bile prej. In jaz sem prepričan, da bomo doživeli v Ameriki, pa tudi drugod po svetu v naslednjem Trumpovem mandatu veliko sprememb. Hvala za pozornost. Hvala lepa gospodu Peterletu. Če bi povzel ta prvi del,
bi dve ugotovitvi izpostavil. Smo paradoksalno, kot je nakazal dr. Rupel, v novem obdobju mednarodnih odnosov. Neka osebnost, ki je tako demonizirana, potem pa postane rešitev. To gre za očitno globoke in globalne zgodbe. Jaz sem se želel v zadnjem delu dotakniti te nesrečne slovenske antiameriškosti, ki je postala resen problem. Vsi ste se jo dotaknili, pravzaprav še najmanj dr. Cerar. Namreč, kje pa korenini ta slovenska antiameriškost? Je tudi posledica antipatije predvsem ali pa izključno slovenske levo-liberalne, lahko bi rekli ideološko leve družbene politične skupnosti do vsega ameriškega. In še posebej se to vedno znova pokaže, kadar je to povezano z ameriško republikansko zgodbo. To je za Slovenijo postal resen državni problem. Problem mednarodnih odnosov, pa predlagam, da tudi o tem nekaj rečemo, ampak vendarle, kot smo se dogovorili, bi se dotaknili tudi tematike, ki je vezana na odnos Amerika-Evropa, Evropska unija. Dr. Rupel je omenil, da se v Nemčiji pripravljajo predčasne volitve, da aktualna koalicija, ki odhaja, je izrazito protitrampovska. V Franciji imamo manjšinsko vlado. Kaj to pomeni za novo sestavo Evropske komisije? Kakšne imamo kompetentne komisarje? Kako se bo sploh držala predsednica Evropske komisije, ki je Nemka? A ima Evropska unija potrebno energijo, da bo začela ta nov začetek ob pomanjkanju pravih političnih voditeljev? Kdo bi želel? No, torej, jaz mislim, da najbrž ne moramo biti zadovoljni s slovenskim predstavnikom v Evropski komisiji. Torej, ta oseba, ki je zdaj postala članica Evropske komisije, a se kaj sliši? Mislim, da ni dovolj resno usposobljena. Takole. Halo? Aha, dobro. Da ni dovolj resno usposobljena za to, da bi v Evropski komisiji v Bruslju predstavljala recimo tisto, kar jaz smatram, da je en strateški načrt, strateški problem in strateški načrt Evrope v zvezi z drugimi državami Amerike. Jaz imam eno majhno težavo tudi v zvezi z predsednico komisije, ki je prišla na tisto mesto po zaslugi Angele Merkel. Angela Merkel je prišla, kot se spomnite, najbrž iz vzhodne Nemčije in je najbrž v njeni miselnosti nekaj še tistega ostalo. Ona se pogovarja s Putinom v ruščini in tako naprej in tako naprej. No, ta komisija in oblast v Bruslju ni po mojem dovolj rezistentna na to, da bi našla, rekel, neko primerno strategijo za evropsko-ameriške odnose. Slišimo, da potrebujemo neodvisnost. Zdaj, kako si to neodvisnost predstavljajo, bomo šele videli. Gotovo glavni problem širitve, ki jo predstavlja oziroma ki spada v resor od gospe Marte Kos, je Ukrajina, ne Črna Gora pa Albanija. Ukrajina, širitev Evropske unije, glavna točka širitve Evropske unije je širitev za Ukrajino. In kaj smo dosegli s tem, da smo tja poslali Marto Kos? A ona kaj ve o Ukrajini? In jaz se bojim, da je nekaj problemov seveda
tudi drugod po Evropi. Jaz berem zadnjo številko Špigla, kjer vidim, da je glavni problem med liberalci in med socialisti oziroma Šolcem, da sta 2 milijardi, ki bi jih morala Nemčija poslati Ukrajini. In da so bili seveda en pomemben del vlade je bil proti temu, da se pošlje denar v Ukrajino. Poglejte, naša levica, del naše vlade pravi, da bi bilo treba ukiniti pomoč Ukrajini. A se zavedamo, kakšne grozne izjave so to? A so bile kakšne demonstracije zaradi tega v Ljubljani? Nasprotno. Glejte, jaz mislim seveda, da je treba pač zavihati rokave in delati. Jaz sem bil prvič v Beli hiši leta 1992, par mesecev potem, ko je Slovenija postala samostojna država, v delegaciji srednjeevropske pobude, in takrat smo mi smatrali, da je glavni problem, glavni svetovni problem jugoslovanska kriza. In jaz sem tedanjemu predsedniku Bushu, starejšemu, pol ure govoril o Sarajevu, ker sem bil v Sarajevu takrat, in me je poslušal kot miška, sploh niti beseda ni rekel. Na koncu je bil grozno zadovoljen, da je nekaj izvedel. Slovenci imamo celo vrsto nekih, da tako rečem, informacij, ki Američane zanimajo. Leta 1998 sem jaz bil že ambasador v Združenih državah Amerike. Vsak teden sem bil v Beli hiši, v tisti hiši zraven predsednikovega poslopja, in se pogovarjal s zastopniki za sodelovanje z Evropo in tako naprej. In navsezadnje potem prišlo do obiska Drnovška v Beli hiši leta 1998. Na poti iz New Yorka oziroma na poti iz Slovenije v Washington smo se ustavili v New Yorku, kjer smo se srečali s tedanjim zastopnikom Slovenije v Združenih narodih, ki je našel rešitev za slovensko obrambno filozofijo. Nas so namreč takrat leta 1997 izločili iz tega prvega kroga kandidatov za NATO, Češka, Madžarska, Poljska. No, Türk je takrat nas včlanil v neko protijedrsko in proti-natovsko organizacijo, ki se imenuje New Agenda Coalition. In Drnovšek je, jaz sem sedel zraven, 2 ure zvijal roko Türku, zato da smo izstopili iz tiste organizacije. V tisti organizaciji smo bili poleg Švedov edina evropska država in takoj za nami so izstopili tudi Švedi. In od takrat naprej je bila to samo še južnoameriška in azijska in tako naprej organizacija. Kaj je rekel takrat Clinton? Clinton je bil neverjeten. Jaz sem zapisnik, jaz sem bil ambasador, ampak sem pisal zapisnik, jasno. To je na takih sestankih običajno. Clinton je rekel, jaz smatram, da je Slovenija najbolj sposobna za to, da gre v NATO. Nam je naredil kompliment, seveda, ne. On je bil za to, da gremo v NATO. In jaz sem se zelo vdahnil in Drnovšek tudi in tako naprej, in potem so se te stvari začele razvijati. Leta 2001 smo imeli v Sloveniji na Brdu sestanek med Bushem in Putinom. Poglejte, ena Slovenija, smatramo, da smo nepomembni. Ne? Ja, v eni Sloveniji sta se sestala Bush in Putin in se pogovarjala o tem, kaj treba narediti na svetu. Pustimo zdaj, kako se je potem Putin spreobrnil pa tako naprej. Ne? Kako je že rekel, da je videl v oči globino. Ja, v globino. Da je videl, da je iskren in tako naprej. 2003 smo se sestali v Sankt Peterburgu, Drnovšek, pa Bush, pa Putin, pa jaz, na proslavi 300. obletnice ustanovitve Sankt Peterburga. Janša je bil v Beli hiši v
ovalni sobi leta 2006, sestanek z Bushem. Leta 2008 mi smo predsedovali Evropski uniji. Slovenija predsedovala Evropski uniji. To je pa kar ena velika reč, ne? Takrat smo zastopali Evropo in smo na Brdu se sestali spet z Bushem. Po letu 2008 je bila pa tišina. Pol je bila tišina do letos, do Goloba. Zato, čeprav jaz se ne strinjam z Golobom, ampak sem rekel, dobro, da je šel v Ameriko. Pustimo to, da je zdaj v tem trenutku Biden, kot je pravilno ugotovil kolega Peterle, šibak. Američani rečejo lame duck. Ampak dobro, da se je ta povezava vendarle na nek način spet vzpostavlja. Treba bo ogromno delati, nas je malo, naša diplomacija je švoh, malo številna, čeprav je, no, če to povem, potem pa neham. Nas je bilo, Lojze, ti se spomniš, na MSZ okrog 50, takrat za časa Demosove vlade. Ne? Na kulturi pa 30. No, 50 nas je bilo in smo uspeli ustanoviti slovensko državo, dobiti mednarodno priznanje. Danes jih je 600. Ne? Danes jih je 600. Ne? Ja, bo pa 600 diplomatov naredili vsaj toliko, kot smo takrat leta 1991-92 naredili. S tem se hodim. Hvala. Končam. Hvala lepa. Rad bi se vendarle dotaknil še ene teme, ki morda ni tako v fokusu zanimanja, ampak je izredno pomembna. Evroatlantski odnosi so hrbtenica mednarodne ureditve po drugi svetovni vojni. Dr. Božo Cerar je v svojih nastopih, ne samo po volitvah, že prej, vendarle opozarjal na predvidljivo nepredvidljivost novega predsednika Donalda Trumpa, kajti tukaj se pa lahko pričakuje tudi kakšno presenečenje, oziroma kako gledaš na to zelo pomembno varnostno in geopolitično vprašanje? Ja, kot nekdo, ki je zmeraj zagovarjal zelo tesno sodelovanje čez Atlantik, nekdo, ki je in podpira NATO kot državljan Evropske unije, ne? Moram reči, kar se tega vprašanja tiče, da me malce obhajajo mešani občutki. Ne? Jaz upam, no, da bosta vendarle Evropa in Amerika ostali nekako skupaj povezani. Je pa dejstvo, ne, da je pred nami zdajle nekaj veliko vprašanj, pomembnih vprašanj, kjer bo treba kar precej napora vložiti, da nekako te odnose ostanejo takšni, kot bi želeli. Na kaj mislim? Ne? Generalno na odnos ZDA pod Trumpom do Evropske unije, do NATO, do Ukrajine, do gospodarskega sodelovanja. Slišali ste pač te napovedi o carinah, ki naj bi jih Trump uvedel, ne samo zoper Kitajsko, ne, ampak tudi zoper druge države, ne, tudi zaveznice. Ne. Tako da se strinjam, da bi bilo dobro, kot je gospod Peterle omenil, da bi v teh mesecih, prihodnjih mesecih govorili, strnili vrste v Bruslu, no, in da bi Bruselj oziroma Evropska unija govorila z enim glasom. Ne. Ti pogovori, da pogajanja z Trumpovim ZDA, po mojem, bi bili veliko uspešnejši tudi za nas, ne, če bi se ohranila ta evropska enotnost. Rekel sem pa, da imam mešane občutke. Namreč zakaj? Ne? Dejstvo je, da pač Trump Evropsko unijo kdo ve kako ne ceni. Ne cenijo, oziroma po mojem si ti ne želi, da bi bila en takšen molčan geopolitični igralec. In se mi zdi, da se bo on prej kot z Evropsko unijo, z predsednico komisije recimo, ali pa predsednikom Evropskega sveta, skušal pogovarjati s posameznimi pomembnimi članicami Evropske unije, s Francijo, z Nemčijo in tako naprej. Da bo skušal ta čezatlantski odnos, čezatlantsko politiko, če se malce učeno izrazim,
bilateralizirati, renacionalizirati, da bi pač posamezna država se menila z ZDA, ne pa Unija kot takšna. In se mi zdi, da zna biti ta evropska enotnost, solidarnost precej na preizkušnji. Pač predstave o Trumpu, predstave o tem, kaj je za Evropo dobro, kaj je za posamezno državo dobro, torej, odkot priti nevarnost, torej so lahko različne. Tako da ne izključujem, da se bo pač neka država odločila, se pač zmeni s Trumpom, zopet druga se bo pač odločila, da se zmeni s Putinom in tako naprej. Skratka, nisem čist prepričan, da so pred nami povsem, bi rekel, povsem takšni brezskrbni časi. NATO. Dejstvo je pač, da je v predvolilni kampanji gospod Trump dal neke izjave in tako naprej. Tudi v prvem mandatu, zdaj prihaja na dan, so bili eni diplomatski pogovori, ki so bili za evropske sogovornike precej nevšečni oziroma strezujoči. Jaz se strinjam s Trumpom in to njegovo pripombo, da je Evropa za svojo varnost naredila premalo. Jaz se strinjam, da je pravzaprav pritisnil, tukaj mu dam prav. In seveda, ne samo ta njegov pritisk, tudi Putin na drugi strani mu je pomagal, tako da so zdaj stvari bistveno drugačne. Tudi kar se Slovenije tiče. Mi smo bili dolg časa znani v NATO krogih kot neke vrste freerideri, zastonkarji. Znana je tudi tale Obamina pripomba, ki se nanaša tudi na nas, da zastonkarja freeriderov on že v Beli hiši že ne bo sprejemal in je držal besedo. Trump je samo bolj odločno udaril po mizi in stvari so se začele spreminjati tudi, kar se nas tiče. Janšova vlada je tukaj potegnila ene velike poteze. Moram reči, delno je sledi tudi sedajšnja vlada. Skratka, Slovenija, čeprav smo še zmeraj potem, ko damo za obrambo, smo še zmeraj na predzadnjem mestu. Za nami so samo še Španci. Ampak Španija je ena velika država, mi smo pa ne, predzadnjem mestu. Tako da, ampak pravim, malo me vendarle ta njegova retorika, češ Putin naredi s tisto članico NATO, ki pač ne bo namenila 2% za obrambo, kar želiš. Skratka, to so vendarle malce nevarne izjave. Jaz sicer osebno menim, da Trump NATO ne bo zapustil. Iz preprostega razloga, ker to ni v ameriškem interesu. To, da je imel NATO članice, zaveznice, to je bila velika prednost, zdaj da zmeraj v odnosu do Kitajske, do Rusije in tako naprej. Tako da se bi strinjal, da Trump bo vsekako vztrajal na tem tako transakcijskem pristopu, se pravi, bomo dobro volili do vas, vas bomo ščitili in tako naprej, ampak zato boste pač nekaj mogli dati oziroma boste pač morali malo več podstaviti svoja pleča za to. Ukrajina, dr. Rupel je omenil Ukrajino in tako naprej. Ja, to je zdaj seveda v tem trenutku za Evropo, za stabilnost v Evropi, za evropsko varnost in naprej izredno pomembno vprašanje. Trump je pač dal signale, da zna utegniti to pomoč zmanjšati, mogoče celo utegniti in tako naprej. In seveda ameriška pomoč, da je pač Ukrajina tako daleč trenutno, kar je, vendar ni povsem kapitulirala, ni se povsem predala. Tako, seveda, če te ameriške pomoči ne bo več, je ne samo Ukrajina pred hudimi časi, tudi Evropa. Tudi v Evropi so pogledi različni, ali nadaljevati s to pomočjo, ali vztrajati, da je ta končni rezultat za Ukrajino vsaj koliko toliko ugoden, da ni preveč neugoden, da Putin ni povsem uspel v svojih namerah in se povsem podredil ali pa zbrisal Ukrajino. Tako da pravim, Evropa je zdaj pred enim težkim trenutkom, če bo Trump koliko toliko šel po svojih besedah in tako naprej, se postavlja vprašanje, bo Evropa lahko nadomestila ZDA, se bo lahko dogovorila med sabo in tako naprej, bo kakšen kompromis tudi na relaciji čez ocean. In da skrajšam to zgodbo, jaz osebno zopet mislim, da Trump to, da bi nekako povsem obrnil hrbet Evropi pa Ukrajini, težko si predstavljam,
Tudi v ameriškem interesu je, da ostane pač ta Ukrajina suverena, neodvisna, najbrž ne v tehle zemeljskih okvirih, kot si mogoče predstavlja Zelenski, ne? Ampak vendarle ostane pri življenju. Ne? Upam pravim, da bo to spoznanje ZDA pod Trumpom in konec koncev tudi za Trumpa kot nekoga, ki pač da nekaj nase, na svoj ugled v svetu, svojo moč, ne? Pač najbrž obrniti hrbet pa predati Ukrajino lahko, ne? Ampak doseči en rezultat, ne? Če si en močan, ugleden, vplivno državnik v svetu, ne? Tako da pravim, ne? Čist pesimist, pa vendarle nisem, vendarle upam, ne, da bi se vendarle dalo najti eno pot, ki bo zadovoljila, seveda ne povsem Ukrajino, Evropo. V nasprotnem primeru, seveda je ta Evropa, je NATO, ne, pred hudimi preizkušnjami. Omenil sem, da nam predolgo, omenil sem še carine, ne. Zdaj, očitno Trump s temi carinami misli resno, ne. Ni videti nobenega kolebanja. Ne? Seveda, glavna tarča je Kitajska. Ne? Kitajska tam je že napovedal 60% carine, je napovedal 100% carine na električne avtomobile iz Kitajske, ne? Ampak prej sem tudi rekel, ne? Tudi druge države, 10-20%, 10-20% carine za evropske izdelke, ne? Za nemško avtomobilsko industrijo, za naše dostavljavce rezervnih delov, ne? To so huda, težka, pomembna vprašanja. Ne? Zdaj, se pravim, kakšen bo končni rezultat, težko rečem, ampak imam pa malce bojazni, pa vendarle imam. Ne? Omenil sem Kitajsko, pa ne? Kitajska seveda je v odnosu med ZDA pod Trumpom, pod Bidenom, tudi pod Harrisom, eno izredno pomembno vprašanje. Ne? Republikanci pa demokrati so glede odnosa do Kitajske so precej enotni. Ne? Trump je uvedel carine v prvem mandatu. Ne? Biden jih je sprejel in še zaostril. Ne? Skratka, ne? Pomembno vprašanje za Američane, ampak tudi v odnosu do Evrope. Ne? Trump bo najbrž želel, da Evropa sledi njegovo politiko zaostrovanja do Kitajske in tukaj bomo zopet pod eno hudo preizkušnjo. Na eni strani bi želeli obdržati ameriški NATO jedrski dežnik, se zavarovati svoj varnost, po drugi strani bi rad zadržali kitajski trg, ki je za marsikatero članico Evropske unije izredno pomembna stvar. Trump pa najbrž do nas, do Evrope pritiskal, češ, ne, če hočete, da smo še zmeraj z vami v NATO in tako naprej, ja, potem potite z nami tudi, kar se tiče nas do Kitajske, ne. Ali pa, kaj se vem, sprijaznite s tem, da pač mogoče carine ne bodo 20%, bojo pa, ne vem, 9% in tako naprej. Skratka, ne, upozarjam, nočem reči, ne, da se bo to, vse to zgodilo, ne. Pravijo, ne, da nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha, ne. Ampak, ne, nekatere njegove izjave, pri katerih ustraja, nekatere njegove poteze iz prvega mandata, ti vendarle dajo malo misliti kot Evropejcu, pristašev NATO, sem prej rekel, in pa nekomu, ki bi si želel, da te, koliko to pristni odnosi čez Atlantik ostane tudi naprej. Hvala lepa. Hvala za to razmišljanje. Če je bilo prav razumeti prve ocene Marka Rubija, novega državnega sekretarja, je relativno podpornik NATO in zanimivo je tudi na stališču Ukrajine. To so zanimivi podatki. Sedaj bi dal besedo v tem zadnjem krogu, potem bomo pa še koga povabili iz občinstva. Lojze Peterle je neuničljivi aktivni državljan, evropski in slovenski. A te lahko izzovem s to mislijo? V Evropi utegne volilni uspeh Trumpa voditi k več samozavesti desno-konzervativnih političnih sil. A lahko to komentiraš, a se upaš komentirati tudi, kako bo to vplivalo na slovensko politično sceno? Včasih so v šoli rekli, sedi pet. Jaz mislim, da bo tukaj prišlo do nekega vpliva, potem bi rekel zelo jasnem in močnem rezultatu,
tudi zaradi vrednostnih vprašanj, o katerih nismo govorili. Glejte, velik del Evrope je zaploskal temu, da poslej v Ameriki ne bodo preštevali starša številka 1 pa starša številka 2. To vsa Evropa razume. Niso vsi za to, ampak vsi pa razumejo. Govorim pač o tej teoriji, s katero zdaj do zob oboroženi ideologi teorije spola obiskujejo tako rekoč že vrtce. In tukaj bo do tega pa še do česa bo pač ameriški odpor, če temu tako rečem. Videli smo že pri evropskih volitvah, kam se zadeva premika. Se je močno premaknila na desno, pa ne bi zdaj še vest v te epitetone ali pač etikete. Tudi v Bruslju se zdaj govori manj o skrajni desnici, manj o evroskeptični desnici. Videli smo, da so se zdaj zgodila tudi kakšne male ljubezni v času zaslišanj komisarjev, ko pač interesi delujejo povsem očitno. Zdaj pa bi rekel takole, začel bom z gospodom veleposlanikom Cerarjem. Ko sem bil pri njem, ko je bil še veleposlanik v Washingtonu, me je presenetil s podatkom, kako visoko je bila takrat, pred nekaj leti, v antiameriškem razpoloženju Slovenija. Nekje, mislim, da malo za 10. mestom, če se ne motim, je v svoji knjigi to napisal. In jaz sem razmišljal, pa kako je to mogoče, zakaj bi bila za nas Amerika tak strah. In glejte, jaz bom čist zavestno šel do 26. aprila in Vidmarjeve vile leta 1941. Takrat so ustanovili protiimperialistično fronto. In bom malo preskočil. Pol smo poslušali o gnilem kapitalizmu, pol smo se šli ali so se šli neuvrščene in tako naprej. Skratka, v Ameriki kot za mnoge nosilki demokracije nismo slišali kaj dobrega. In vam povem en mali odsvir, ko je prišel Clinton v Slovenijo, je v skladu s svojo maniro hotel srečati tudi opozicijo. In smo bili povabljeni nekateri takratni opozicionalci na Brdo in so nas peljali v neko sobo, kjer se bomo srečali oziroma rokovali s predsednikom Amerike. In smo tam čakali precej časa in ga ni bilo. Potem smo šli pogledat, kje je, kaj se je zgodilo. In je prišel predsednik nazaj v glavno dvorano in rekel, jih nismo našli. Naš protokol ga je peljal mimo sobe, kjer smo ga čakali. To je bil odnos. Pa je pa Marjan Podobnik, moram povedati, ne zato, ker je tukaj njegov brat Janez, ki je bil takrat podpredsednik vlade pri Drnovšku, je pa ponoril, kot se temu reče, in je rekel, predsednik mora srečati opozicijo in v drugem poskusu nas je našel v ta pravi sobi. Glejte, to je Slovenija. To je Slovenija. Zdaj pa Amerika, Evropa. To bodo peljali naprej pač interesi, ampak moje vprašanje je, koliko Evrop bo srečal Trump, če bo prišel v Evropo? A bo šel najprej v Budimpešto, ali bo šel sploh v Bruselj, ali bo šel v Varšavo, koga bo obiskal, ali bo bruselsko Evropo, ali bo Orbanovo Evropo. Glejte, to omenjam zato, ne da vam delal predstavo, ampak mi, če ne bomo enotni, za Trumpa ne bomo zanimivi, če temu tako rečem. Kdo vse pa dela na tem, da bi bila Evropa šibka, pa ni treba razlagati. Zdaj pa še par hitrih flešov na par besed, ki so bile izgovorjene. Mislim, da je dr. Rupel govoril o pogodbi.
Lejte, nekatere večje države bi res rade, Nemčija izrazito, tudi Francija, novo pogodbo z postavko oziroma členom o kvalificirani večini, skratka, da bi odpravili veto, ki ga imamo pri spremembi pogodbe in ga imamo pri širitvi. Jaz ne verjamem, da se ne bi zgodil veto proti temu, da ena država ne bi mogla zadržati procesa širitve. Glejte, kaj se je zgodilo, ki je Grčija štopala Makedonijo, so spremenili ustavo, so spremenili ime, pol jih je začela pečiti pa Bolgarija. In še zdaj niso kamor prišli. To je en poseben primer, ki se v Evropi ne bi smel zgoditi, glede na vrednote, ki jih zastopa. In mi dva sva bila oba v Evropski konvenciji, jaz sem bil tudi v predsedstvu in vem, kako občutljive so te zadeve. To s kvalificirano večino, da bi samo ta veliki, čeprav pač z nekim posebnim procentom odločali o zadevah, recimo o zunanji politiki, nekateri ne bodo sprejeli, ne bodo za to. In tudi glede širitve, lejte, jaz ne verjamem, da bomo kmalu videli Ukrajino ali katerokoli drugo državo, ki čaka v vrsti v Evropski zvezi, ker je šibek Bruselj. In če Bruselj ne bo močan in enoten, nima nihče resne evropske perspektive. Obramba. Jaz sem bil na več sestankih, ko so Amerikanci povedali, mi smo za močnejšo evropsko obrambno identiteto. Oni nimajo nič proti, če hočemo mi skupaj kaj več narediti, znotraj NATO sveda. Bil sem tudi na enem sestanku, ki ga organizirala Ana de Palacio, bivša španska znana ministrica, s tistimi, ki so zadolženi za postavitev ali razvoj evropske vojske. So rekli, z finančnega, tehničnega, organizacijskega vidika mi zrihtamo to v toliko in toliko letih. Saj ko verjamem, saj ko sam povejte mi, kam bo ta vojska šla in v kjer namen. Eno je, če greš v Čad ali Mali, ne vem. Me zanima, ali bi bili sposobni poslati vojsko na Bližnji vzhod. Takrat sem rekel, ko je še bil Severni tok, oziroma v izgradnji bil Severni tok, se je, če Nemčija z Rusijo dela Severni tok, jaz ne verjamem, da bodo šli nemški vojaki v Ukrajino na frontu proti Rusiji. Lejte, tako jaz razumem politiko in vidite, kaj se je zgodilo. Glede Ukrajine, poglejte samo, smo spet pri vprašanju enotnosti, koliko milijard je dala Francija, pa koliko je dala Nemčija. Faktor razlike je skoraj 10. 21 milijard, eni pa 1,5. Taka je ta statistika. Kako? Jaz sem pač te zadnje številke. Pa še nekaj bom rekel. Zeleno, o tem nismo govorili. Green Deal, zeleni dogovor. Lejte, postalo je jasno, da Evropa sama ne more biti zelena. Da je treba to igrati drugače. Kmetje, če dalje bolj zelena, bo če šlo tako naprej. Kmetje so jasno povedali, da ne bodo prevzeli tega stroška na tak način, kot se je to zamislil. Evropa je šla naprej z idealom, ki ga je teral podpredsednik Timmermans in se je začelo spreminjati, ko je dala Šefčoviča gor, ko je on odstopil. In zdaj se je treba začeti pogovarjati za korekcijo te politike, ki je očitno potrebna, jo tudi znotraj Evropske ljudske stranke zdaj podpirajo. Hec je pa v tem, da je to korekcijo pri zelenem dogovoru in pri odnosu do migracij je sforsirala desnica. Korekcijo bo delala pa ista koalicija, ki je prej peljala v napačno smer. To bo stalna napetost, dokler se to ne bo uredilo. Hvala lepa. Hvala. Časovno smo v dogovoru. Rekli smo, da bomo približno o 6:30 dali še vam možnost. Jaz bi dal 3 priložnost, da se oglasite. Prvi je Aleš Hojs, za njim dr. Boštjan Turk in še kolega iz Vinogradov. Vas ne poznam. Prosim, Aleš, izvoli. Če boste tukaj stali v bližini, vas bo pokrila tudi televizija.
Ja, dober večer z moje strani. Jaz se sicer danes nisem imel namena oglašati, ampak se mi je zdelo prav, da po razpravi vseh treh izjemnih razpravljalcev povem tudi eno svojo izkušnjo, ki je vezana tudi na to, ker razpravljalci niso omenili, sem pa sam prepričan, da je zato tudi Trump zmagal. Jaz sem imel letos priložnost, da sem bil preko stranke. Stranka je bila namreč povabljena na predvolilno konvencijo republikancev v Milwaukeeju in jaz sem tam na tisti konvenciji bil. Gospod Trump v svojem govoru, ko je govoril o zunanji politiki, seveda zunanja politika za Ameriko ni prioriteta, to vejo vsi, je govoril o 4 ljudeh zunanje politike. Govoril je o Putinu, govoril je o Zelenskemu, govoril je o kitajskemu predsedniku in zamislite, ni govoril ne o von der Leyenovi, ni govoril ne o Scholzu, ni govoril ne o Macronu, ampak govoril je o Orbanu. Povedal je, da se je z njegovim velikim prijateljem Orbanom srečal večkrat in da tako kot je Orban uredil stvari v njegovi državi, bo on uredil stvari v Ameriki. Te pa so: zaščitil bo meje, ilegalne migrante bo vrnil tja, kamor spadajo, v zakonu bo, da sta samo 2 spola, LGTB ideologijo bo preprečil bo nasilno spreminjanje spolov mladine in nazadnje je povedal tudi to, da bo policiji, to je bilo en od sloganov, lahko ga povem, Back the Blue, je bil slogan Back the Blue, policiji dal nazaj pristojnosti za to, da prekupčevalci umetno izdelanih narkotikov ne bodo uničevali mladino in povzročili na tisoče in 10 tisoče žrtev. In spoštovani, če mene vprašate, je Donald Trump zmagal tudi in pretežno zaradi tega. Ne zaradi tega, da je napovedal, da bojo večje carine napram Kitajski. Mislim, da je dobršen del ameriških volilcev prepoznal neumnosti, ki jih je poslušal zadnjih nekaj let, prepoznal neumnosti leve ideologije in veste, ko ste na začetku spraševali glede Muska, ne? Ljudje v Ameriki vidijo, pa to vidimo tudi mi, ko tja pridemo, v katerih državah so brezposelni, v katerih državah ljudje brezdomci ležijo na ulicah, v katerih državah se zadevajo in tako naprej. Pretežno tam, kjer so guvernerji demokrati. In Musk je povedal, da bo svojo proizvodno, svojo milijardno investicijo, ki jo bo izvedel v nadaljevanju, preselil v Teksas. Zato, spoštovani, jaz sicer ne verjamem, da so tudi slovenski volilci že tako daleč, da bodo to spoznali, ampak prej ali slej, jaz mislim, da bomo tudi pri nas spoznali, da so najbolj pomembne te ključne stvari, ki so dane in nam znane 2000 let. Hvala lepa. Ja, dober večer vsem. Torej v tem res velikem večeru slovenske besede, hvala lepa vsem odličnim predavateljem, hvala predvsem dr. Janezu Podobniku, ki je, kolikor sem jaz to videl, pač imel to pobudo, vsaj do meni tako prišlo, oziroma ker mi je pač pisal. In zdaj seveda mi smo zavrali v sredo problema. Mogoče zame osebno najbolj intrigantna je bila na začetku misel dr. Dimitrija Rupla, oziroma ta sugestija, da se tako imenovan Schäuble-Lammersov paper obuja v nekih, bi rekel, zelo resnih legah na Poljskem in na Češkem. To vem zato, ker pišem za Tisol, se pravi časopis Poljske solidarnosti, tako rekoč vsake 3 tedne, in do mene ni prišlo, ampak je pa to popolnoma logično. Kajti velika tragedija Evrope, ki se nam je zgodila, je to, da je Trump zmagal v Evropi 9. junija. 9. junija se je na evropskih volitvah zgodilo točno to, kar se je zgodilo v Združenih državah Amerike 5. oziroma 6. novembra, samo ker ima, bi rekel, bruseljska birokracija pristojnosti, ki iz Maastrichtske pogodbe ne izhajajo v tej obliki, kot jih uveljavlja danes. Da ne govorimo o tem, da Lizbonska pogodba, ki je zadnji
dokument, ki je veljaven in ustava Evropske unije ne omenja nobenih, bi rekel, eksperimentov, ki se jih je, bi rekel, zadnja komisija pod von Leinovo 2019-2024 tako masovno lotevala. V Lizbonski pogodbi ne najdete besede LGBT, ne najdete besede zeleni prehod in ne najdete besede migracije. Zdaj, ljudje so seveda glasovali, tako kot v Ameriki, 9. junija proti temu. Enako so glasovali, bilo je omenjeno, da je razlika med Trumpom pa med Kamalo Harris, da je razlika 5 milijonov glasov. Ampak poslušajte, v Franciji, ki je neskončno manjša, je bila razlika 2,5 milijona glasov med, se pravi, Rassemblement, se pravi, Narodnim zborom in levim blokom. 2,5 milijona v Franciji, ki je neprimerljivo manjša od Amerike. Ampak ta bruseljska administracija si je zmagal, bi rekel, ljudi, ki so ljudje so rekli ne temu, kar uničuje Evropo, razložila na način, da kot si razložila že, bi rekel, mnoge stvari pred tem, razložila na način, da so jim dali mandat za še eno vladanje, za še eno ponavljanje takih napak. In kar je mene najbolj zabolelo v srce, je to, da je govor Ursule von der Leyen, ki ga imate v moji knjigi, ki jo zelo priporočam, Vojna za mir, priporočam predvsem zato, ker sem jo prevedel v hrvaščino in v francoščino in je išla že v Zagrebu in izide zdaj v tisku v Parizu, in ker so jo prevedel v ukrajinščino in je išla na univerzi v Zaporižji in prevedena je v angleščino in izide tudi ravno kar. V tej knjigi je pač govor Ursule von der Leyen 2019, ki je pač popolno praznorečje, in 2024 isti govor ponovljen. Evropa je pred zidom, pred največjim izzivom. Evropa je šibka, Evropa je, in to je recimo velika lekcija, pred katero zdaj stojimo. Ne končam še s tem. To, kar so promovirali ameriški demokrati, je bilo čist isto, kar so promovirali tako imenovani evropski socialisti. Ni bilo nobene razlike, bil pa en zelo pomemben skupni imenovalec, da ne enim, ne drugim ne gre za malega človeka. In ne končam, gre pa Trumpu, gre pa nam, gre pa Orbanu, gre pa nam vsem, ki smo tukaj izbrani, gre pa tistim, se pravi gospodom tu v omizju, ki so, bi rekel, bili očetje največje dragotine, s katero razpolagamo, to je samostojne slovenske države, nam pa gre. In še zadnji stavek, ki ga moram povedati, da je Trump v bistvu genijalen v tem, da je angažiral, bi rekel, legata demokratske stranke, to je Roberta Kennedyja Jr. In jaz vam nekaj povem, da ko Trump ne bo mogel več kandidirati, ker ne more po ustavi, jaz sem prepričan, da bo končni milostni strel demokratom v glavo prišel prav od Roberta Kennedyja. Ker tega, da je on nominiran strani republikancev, tisti, ki uteleša Kennedyjevski duh demokratov, tega demokrati ne bodo preživeli. Tudi jaz mislim, da smo na pragu ene velikanske zgodovinske spremembe, ki so jo pa izvedli ljudje, kajti politika, ki ne računa na ljudi, isti primer je bil v Jugoslaviji, je politika, ki je prej ali slej obsojena na propad. Hvala lepa. Hvala lepa. Še gospod. Dobro večer vsem. Janez Kepic-Kern, bivši knjižničar, zdaj sem publicist, ko sem v penziji. Bom kratek. Predvsem bi poudaril 2-3 stvari. Prvič, ne imejmo iluzij, kot smo jih Slovenci velikrat imeli. Uspeh Trumpa je predvsem njegova zasluga, ker je pač tako aktiven, agresiven in tak človek. In tudi nima velike povezave kljub poroki z Melanijo Slovenijo. In to je ena stvar. In ne imejmo drugo iluzijo, da je Trump nekaj podobnega kot Wilson, Woodrow Wilson. On je deloval takrat ob koncu Prve svetovne vojne in so imeli naši Slovenci o njem iluzijo, ker je imel tisto znano zelo pozitivno zamisel o samoodločbi narodov, da bo on vse rešil slovenske probleme. Pa seveda, Woodrow Wilson ni rešil nobenih vseh slovenskih problemov, rešil je češke probleme. Imamo pa dokumente, kako je on narisal mejo
Italija. Ni nasprotoval pa zelo glasnemu londonskemu paktu. In je še zmeraj dokumentirano, kje je pa Woodrow Wilson narisal mejo med tedanjo Slovenijo oziroma Jugoslavijo in pa Italijo, ki ni taka, kot je zdaj. Slaba je za Slovenijo. Pustimo to. Se pravi, ne zanašajmo se na te mogočneže svetovne. Raj kaj naučimo. Mene Trumpov odnos do Ukrajine zelo skrbi. Namreč, tudi mi, Slovenci, sedanji celo ljudje na položajih v Ukrajini zelo malo vejo. Jaz slučajno sem imel take razmere, da znam rusko, sem se naučil, pa ukrajinsko zgodovino sem preštudiral, tudi poznam Ukrajince, delavce. Ukrajina ima čisto drugačno zgodovino, mislim, Slovenci sploh skoraj ne vemo o ukrajinski zgodovini. Oni so imeli svojo državo, dolgo časa, stoletja. Potem, druga stvar je, Peter Veliki jih je podredil, to je dejstvo. In so bili od tega časa ves čas pod nekakšnim suženstvom Rusije, ki jih je uporabljala za svoje vojake in delavce. Ukrajinci so zgradili Petrograd, Ukrajinci so osvojili Kavkaz, Ukrajinci so osvojili Sibirijo. A veste, ni treba gledati zdaj Ukrajino tako, kot je zdaj. Tu živi v Ukrajincih, oni so potomci Kozakov, oni so etnično mešan narod, predvsem niso Rusi, ker Rusi so zmeraj živeli v gorodih, v mestih. Ukrajinci so bili pa pač bojevniki, ki so čuvali te meje Rusije in so živeli v taborih ali pa v kočah. In je sam bivanski način, pa tudi kulturni je čisto drugačen. In Rusi predvsem, Ukrajinci predvsem niso Rusi. Etnično je težko reči, kaj so, ker so mešani, ampak Rusi zagotovo niso. To je samo ena stvar. Drugo pa še tole, gledajte, mi smo osamosvojitvena generacija, tako kot ste govorili, gledamo mi. Samo dejstvo, žalostno dejstvo je pa, da imamo ministrico, ki ni naših misli in hodi, ne vem, kje, po Etiopiji, pa imamo kandidatko, Bog ve, kako je prišla tja, da boste vi povedali za evropsko sekretarko za širitev, se ve, kdo je Marta Kos. Toliko, hvala lepa. Hvala lepa. Drugač pa pohvala. Zaključujemo. Jaz predlagam, da bi cenjeno omizje vsak še dal zaključno misel. Potem bom pa tudi jaz nekaj dal eno zaključno misel, ki sem jo ravno kar uskladil z dr. Ruplom. Kdo bo prvi? Božo? Ja, lahko, ja. Torej, ZDA so naš strateški partner. ZDA so naš zaveznik. ZDA so še vedno in še nekaj časa bodo vsekakor prva država na svetu. Slovenija mora imeti dobre odnose, ne glede na to, kdo je v Beli hiši. In če je soproga predsednika ZDA naša rojakinja, na to je treba biti ponosen, to je treba izkoristiti. Jaz upam, da ne bomo ponovili napak izpred 8 let, ko večina naših medijev, gospod Melanijo, namesto nekako, da bi delali na tem, da jo dobimo čim prej med se, oziroma da to izkoristimo, jo večina naših medijev raztrgala. Hvala lepa. Lojze, prosim. Ja, jaz bi rad omenil še drugo slovensko komponento v Ameriki, 300 000 Slovencev, ki so spoštovani državljani te države. In se spomnim, ko je bil tukaj Bill Clinton, je govoril v glavnem salonu, zunanje političnem odboru, in takrat je šlo za denacionalizacijo in je rekel, name se je obrnil en državljan slovenskega rodu, ki ni dobil še nazaj svojega imetja in jaz vas prosim, da to uredite. Za enega človeka se je v Sloveniji potegnil, ko je prišel sem. Tako deluje Amerika.
In jaz bi si želel, da se Slovenija poslovi, katerakoli vlada naj bo v sedlu, od moralističnega ali ideološkega pristopa k Ameriki in naj bo v pragmatiki malo podobna Ameriki. Jaz vam pa samo en stavek in ga bom povedal v angleščini. Make Slovenia great again. Hvala lepa. Najprej hvala vsem trem, ki ste se oglasili. Nekako smo razumeli, da so bili to vaši komentarji, ne vprašanja. In vsak je imel svoj poudarek in hvala lepa za to. Jaz bi zaključil to našo vsebinsko bogato razpravo. Predsednik, lahko napovem, da bo Zbor za republiko ostal aktiven na tem področju. Seveda pokrivamo tudi druga področja, ampak danes ste, spoštovani eminentni panelisti, odpirali številne teme, vseh se nismo mogli dotakniti. Dr. Boštjan Turk je omenjal knjige in slišim, da je nova na poti. Jaz mislim, da Slovenci smo premalo organizirani in urejeni in premalo beremo. Na tem mestu bi rad izrazil spoštovanje in omenil odlično, veliko delo tako imenovane zadnje knjige profesor dr. Rupla Približevanja. To je odlično delo. Slučajno vem, da če bi kdo je želel tudi, to je malo pač tega dela, če bi kdo želel kupiti, Dimitrij, je tudi možno, da to danes... To bo popust specialni, ki ga daje Zbor za republiko. 3 misli. Prva je vezana na dialog. Nekje sem prebral en odličen tekst, da je princip dialoga že grška metoda. Slovenci jo moramo začeti uporabljati. Ko sem vas poslušal o tem našem nesrečnem antiameriškem razpoloženju kot problemu, na tem mestu izražamo povabilo in željo, da bi Slovenci znotraj sebe znali ta dialog uveljaviti, tudi o teh vprašanjih, ki so bile danes odprte, da bi ga očistili globokih ideoloških frustracij, ker smo resnično globoko ideološko frustrirani in da bi bolj sproščeno gradili odnose z Združenimi državami Amerike. Druga misel je, zavihajmo rokave, kot si rekel, ampak zavedamo se resnosti in zapletenosti in zgodovinskosti trenutka, ki ga zaznamuje ta izvolitev. Nismo patetični, ampak zavedamo se dimenzij tega trenutka. No in sedaj pa to, kar smo prej uskladila z dr. Ruplom. Res različno se interpretira ta ponovno zmagoviti slogan novega 47. ameriškega predsednika, najprej Amerika, oziroma, kot je rekel tisto jutro, prihaja zlata doba za Ameriko. Pri nas je pa skoraj poniknil zgodovinski Pučnikov vzklik, za Slovenijo gre in za to nam gre. Hvala lepa.